Prav tudi v mojem imenu. Hvala ministru, da smo se sestali danes že drugič prav na temo varnosti otrok in mladih v prometu. In seveda strani izobraževanja in vzgoje poudarjamo, da bomo še krepili aktivnosti, ki že potekajo v okviru strategije kulture vedenja in varnosti otrok in mladih v vzgoji in izobraževanju. To strategijo smo sprejeli do leta 2020, zdaj bomo osredinili predvsem na področje srednjih šol, v vrtcih, osnovnih šolah, namreč počenjamo že veliko aktivnosti ozaveščanja, učenja o varnosti v prometu. V srednješolskem prostoru pa vidimo, da je potrebno tudi vzlic statistikam, ki nam kažejo, da so mladi pogosteje udeleženci nesreč kot do sedaj, vendarle izkoristiti ta trenutek in jim tudi sporočiti, da nas še kako skrbi zanje, za njihovo vedenje in kulturo vedenja, predvsem v prometu. Prav s tem namenom bomo tudi sprožili različne aktivnosti. Najprej želimo spodbuditi mlade, da drug drugemu sporočajo, kako se je prav vesti v prometu, kako imeti in vzgajati varno mobilnost, ne glede na to, kje smo. In seveda, da vzgajamo ničelno toleranco do kakršnihkoli nedovoljenih substanc, še posebej, če smo aktivni v prometu. Prav tako bomo nadaljevali skupaj z Agencijo za varnost v prometu, z nevladnimi organizacijami, kot je Varna pot, in seveda z Ministrstvom za infrastrukturo in še posebej policijo, tako imenovane izobraževalne delavnice. Skupaj z agencijo, in hvala ji za to, bomo umestili več kot 300 srečanj v osnovnih in srednjih šolah prav z namenom ozaveščanja, kaj in na kakšen način lahko vsakdo sam poskrbi za to, da je varnost v prometu za vse, ne le za posameznika in akterja, toliko večja. Prav tako se zahvaljujem že do sedaj tudi vsem nevladnim organizacijam, AMZS-ju, policiji, da smo v šole vnašali to ozaveščenost o tem, kako pomembno je biti vendarle odgovoren v prometu, a hkrati tudi zaupati drug drugemu, da zmoremo varno in predvsem v duhu odnosa do varnosti tudi drugega izvajati kakršnokoli mobilnost. Veliko že poteka aktivnosti tudi v tako imenovani obliki interesnih dejavnosti, izbirnih predmetov, tudi umeščanja teh vsebin v kurikul, a vendar pomembno je, da še posebej mladim, pa tudi mi sporočamo, kako odgovorni moramo biti do tega, da je življenje najbolj dragoceno. Hvala.